Spoštovane, spoštovani, prepričana sem, da se prav vsak dan v vaše sporazumevanje prikradeta glagola morati in moči. Prvi izraža nujnost, drugi pa sposobnost posameznika, da uresniči neko dejanje. Oba glagola pa sta zelo pomembna dejavnika vseživljenjskega učenja. Prav slednjemu smo v dneh od 15. do 22. maja 2015 posvetili ves teden in ga poimenovali Teden vseživljenjskega učenja. Gre za najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov in posameznikov po vsej državi. Da smo pri tem uspešni, dokazuje letošnja jubilejna 20. obletnica Tedna vseživljenjskega učenja. Do 30. junija, takrat se namreč izteče širši termin Tedna vseživljenjskega učenja, se bo zvrstilo več kot 10 000 dogodkov. Eden izmed njih je tudi današnja predstavitev šole odličnosti in motivacijskega seminarja Zmorem. Naša predavateljica bo Nena Davtanac, ki jo prav lepo pozdravljam. Dejstvo je, da so odnosi osnovne človeške potrebe. Enostavno je imeti dobre odnose in se razumeti z ljudmi, ki so nam podobni in enako misleči, ter delujejo v skladu z našimi pričakovanji. Problem pa lahko nastane, ko se drugi ne odzovejo tako, kot si želimo in pričakujemo. Takrat jih mnogokrat hote ali ne hote, potihem ali na glas obsojamo, kar vodi v nesporazume in celo konflikte. Povedano lepo opiše slovenski pregovor, ki se glasi: ena roka se niti v morju ne umije sama. Samoumevnost in neznanje sta pravzaprav dejavnika, ki v največji meri uničujeta odnose in nas ovirata ali celo onemogočata na poti do želenih ciljev. Več o tem nam bo povedala kar Nena sama. Izvolite. Lep dober dan vsem skupaj, še enkrat tudi z moje strani. Preden začnem, naj se vam res zahvalim, da ste se v tem vročem dnevu vzeli čas, ko bi lahko bili v eni hladni senci. In moja želja je res, da tukaj gremo spodbujeni, ohrabreni, s potrditami. Jaz sem prepričana, da to, kar bomo govorili, da vi vse že veste. Stvari samo v tem, da včasih pozabimo te stvari ali pa nam ne uspejo v pravem času spraviti na pravo mesto. Ljudje meni rečejo, da jaz stvari zelo poenostavim. In res jih poenostavim. Jaz nisem zagovornik kompliciranja. Tako da sem pa tudi predavateljica, s katero se ne rabite vedno strinjati. Veste, ena od stvari, ki jih učimo v mini šoli, je to, da vsakdo med nami ima pravico do svojega lastnega mnenja. Kar ne pomeni, da se potem moramo drug z drugim tudi strinjati. In če se ne strinjamo, ne pomeni, da se ne moremo spoštovati. Ja, drži. Mateja je rekla, da bom na kratko predstavila šolo odličnosti. Šola odličnosti je nastala pravzaprav iz potrebe. Jaz od nekdaj delam z ljudmi, odkar se spomnim, še kot otrok sem delala z drugimi otroci. In ljudje so moja strast. Gorim za ljudi. In veste, v vseh teh letih, teh nimam malo za sabo 50 let, vidim, kako si ljudje kako ranimo drug drugega, kako prizadanemo drug drugega. In v večini si naredimo gore gorja iz nevednosti in iz neznanja. In ta žalost v bistvu, ko gledam, ko opazujem druge ljudi, a veste, ko vidite dva dobra človeka, ko ne morete skupaj, ko vidiš dobre ljudi, ki so razočarani v življenju, ko jim ne gre, ko ne dosežejo svoj sanj, vse to se me tako dotaknilo, da sem rekla, da zdaj pa treba nekaj narediti. In vse, kar govorim iz prakse. Nobeno stvar ne povem, ki jo nisem tudi sama preizkusila v praksi. In moj izziv za vas je, da si zastavite en izziv, sedaj in tukaj. Kaj je to, kar bi radi rekli zmorem? Ne vem, zmorem poskusiti, zmorem odpustiti, zmorem nekoga povabiti na kavo, zmorem imeti največjega bika v štali, zmorem imeti najlepši vrt na tem koncu, zmorem se naučiti igrati na inštrument, zmorem se naučiti plesati, ne vem. Jaz sem prepričana, da vsakdo med nami ima neka hrepenenja, neka želje, kar bi še da poskusiti. Tako da jaz vas danes in tukaj spodbujam. Kaj je to, kar si želite reči zmorem? Kaj je to, kar mogoče ne upate povedati na glas? Mogoče ne upate niti razmišljati o tem. Naj bo danes ta čas, ko o tem razmišljati. Da si upate, mogoče morate si reči, zmorem začeti razmišljati o tem. Vendar nekaj moramo vedeti, nikoli si ne želimo nekaj v škodo drugih. To mislim, da vsi že vemo, da graditi
svojo srečo na tuji nesreči daljnoročno ne prinese dobrih in trajnih rezultatov. Torej, jaz zelo rada rečem, kaj so vaše sanje. Jaz obožujem govoriti o sanjah. Mogoče so vaše sanje to, da imate krasne družinske odnose, tako da se lahko v družini skupaj pogovarjate. Kaj češ lepše sanje, kot to, da lahko svojo družino sediš za mizo in se pogovarjaš, brez televizije, brez mobitelov, brez nekih motečih elementov. Želimo se nekaj spodbuditi. Večina ljudi živi življenje drugih. In jaz sem nažalost ugotovila, da mnogo ljudi ne razmišlja več svojo lastno glavo. In danes sem med drugim tudi tukaj zato, da vas spodbudim, da dejte razmišljati svojo glavo. Veste, da glavo imamo zato, da smo razmišljamo. Ne sem zato, da nosimo lepo prizoro, pa da ne pada v želodec. In ugotovila sem pa ne želim nobenega užaliti, ugotovila sem, da mnogo ljudi ne razmišlja svojo glavo. Veste, prestrašeni so. Svet se tako hitro vrti, tako hitro prihajajo nove stvari, novo to, novo ono, in se mi zdi, da potem se ljudje čisto prestrašeni. Jaz sem jaz zdaj neumen, a sem jaz zdaj nesposoben, a jaz zdaj to ne znam. Veste, to da je nekaj moderno, to da večina ljudi nekaj dela, ne pomeni, da je tudi prav. In če nekaj ni prav, na tega ni potrebno početi. In kje je zdaj naš pogum, da rečemo, alo, stop, zakaj bi jaz počel nekaj, kar ni vredno? In to velja na vseh področjih naših življenj, na poslovnem področju, še posebej na področju odnosov. Veste, ljudje so v odnosih zmedeni, ne vedo več, kaj je prav. In največkrat, jaz ugotavljam, da je v odnosih največkrat, to govorim iz prakse, največkrat problem pomanjkanja pogovarjanja, komunikacije. Zdaj, komunikacija niti ni slovenska beseda, ampak če pogledate v slovar pod besedo komunikacija, med drugim je tudi beseda občevanje. S tem se je moški takole vedno rahlo nasmijo, ko omenim besedo občevanje. Občevanje ni samo spolno, je tudi komunikacijsko. Ta beseda občevanja mene tako asocira intimnost. Se pravi, ta globok pogovor, da se slišiva. Ne da drugi dokazujejo, kje ima prav, ampak da se slišiva, da spremljava. In ta pogovor jaz želim spodbujati med ljudmi. Veste, eno seminarje v šoli razumevanja človeške narave je tudi komunikacija. Jaz osebno verjamem, da je komunikacija temelj uspeha ali pa neuspeha, pač odvisno, kako se skomuniciramo. Ko pride do problemov, je prišlo, jih lahko rešimo, če se bomo začeli pogovarjati. V komunikaciji, kaj si želimo v komunikaciji? Večina ljudi si želi, da bi drugi poslušali. Pravijo, če bi Bog želel, da več govorimo, kot poslušamo, nam ne bi dal dvojih ušes in ne na usta. Poslušanje je zelo dragoceno. Komunikacija je pomembno, da damo drugemu možnost, da pove svoje mnenje, tako kot sem še povedala na začetku. In to, če vam da možnost, da poveste svoje mnenje, ne pomeni, da se moramo strinjati. In to, če se ne strinjava, ne pomeni, da ne moramo sodelovati in se ne moramo pogovarjati, da ne moramo biti korektne druge do druge. A veste, v praktičnem življenju to pomeni konkretno v družini tašča in snaka. Če si drugi nista všeč, to ne pomeni, da se ne morate pogovarjati. A veste, ljudje mislijo, da če jim nekdo ni všeč, da ne morajo biti spoštljivi. Ne rabi nam druga oseba biti všeč. Ne rabimo se z njo strinjati, pa še vedno smo lahko korektni in spoštljivi. Še vedno lahko naredimo krasne projekte skupaj. Še vedno lahko gremo na njivo skupaj okopavati krompir. Ali pa ne vem, narediti še projekte na delovnem mestu. Veste, se mi zdi, da te osnovne zavodniške pameti manjka. Če vas bojo danes vprašali, po kakšni metodi ste imeli predavanje, jaz sem znana, da predavam po metodi ZKP. Zdrava kmečka pamet. Veste, ta nikoli ne zatrije. Vsak kmet ve, če posadi koruzo, dobi jabolja. Drži. Da, ne? Je preverjeno, kako poslušate? Torej, če posadi koruzo, kaj dobi? Ja, dobi koruzo. In to ne jutri. Veste, danes je svet instant. Moš takoj narediti, moš hitro narediti, že včeraj bi mogel imeti, ja pa kako to nimate, ja kako si čuden. Ampak vsak kmet, ko posadi koruzo, prvo je moral pravo zemljo, v pravem času, a ne? Ne bojo šel saditi tvoj sneg. In potem, ko posadi, mora nekaj časa čakati, da ustavi, da pride ven. In potem, ko pride ven, še, da zraste, ne vem, plevt in tako naprej. Veste, zdrava kmečka pamet nikoli ne zatrije. Kdaj pomislimo za koga, da je malo čuden? Praksa. Ko izstopa nekih ustaljenih obnašanj. Ko
naredi nekaj drugače kot mi, ali pa ko razmišlja drugače kot mi, ko brem na WC papir drugače kot mi, evo praksa. Ste kdaj kje bili doma ali pa kje drugje, obrnili WC papir za nekom, recimo, WC papir je bil tako obrnjen, postaka pa tako, ali pa obratno, bilo razen mene. Dajte sodelovati, da vidimo, kako deluje človeška narava. Ja, zakaj to naredimo? Hvala. Ker mislimo, da je tako prav. Veste, zdaj imam naslednje vprašanje. Kdo med vami, kadar nekaj reče ali naredi, misli, da je tako prav? Še enkrat, kdo med vami, kadar nekaj govori, reče in dela, misli, da je tako prav? Kdo med vami tukaj? Ja. Jaz, kadar nekaj govorim, mislim, da je tako okej. Kadar nekaj delam, mislim, da je tako okej. Ampak, a je možno, da tudi gospa tako misli? Ja, seveda, veste, in stvar, jo jaz danes res lepo prosim, na kolenih prosim. Dajte ozavestiti stvari v svojih možganih. Naj vas vprašam, če bi mi to ozavestili in ko bi šli potem skozi svet in ko bi videli, da gospod drugače obraca vse papir kot jaz, a bi bila bolj razumevajoča do nje, ali ne? Da ali ne? Ja, se človeška narava je tako narejena, da izhaja iz sebe. In to nam naredi gore gorja. In vse skozi v mini šoli je rdeča nit to, kako ljudje funkcioniramo. Ampak naj vas vprašam, a se lahko zaradi take stvari ljudje skregajo? Konkretno zaradi WC papirja. In zadnjič nekdo rekel, pa še kako, pa še kako. Ampak hotela sem vam samo pokazati, da isto stvar lahko delamo na drugačne načine. In če vi obračate WC papir drugače kot jaz, to ne pomeni, da ste čudni, ne pomeni, da me sovražite, ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Pomeni samo, da stvar delate drugače. Drugačen ni napačen. Ali lahko rečemo skupaj? Drugačen ni napačen. Dajmo. Drugačen ni napačen. Spomnite se tega doma. Veste, ko se boste doma pogovarjali, kako je treba nekaj narediti, bo imel tako idejo, drugo imel tako idejo. In jaz vas prosim, danes in tukaj se odločite, da boste pri svojih družinskih članih, pri svojih sodelavcih, pri svojih nadrejenih ali podrejenih najprej videli to, kar je narejeno. Ste kdaj rekli komu, da nekaj naredi in ta oseba naredi in potem namesto pohvale dobi jezikovo župo? Dajmo se odločiti, da se naučimo videti, da ljudje naredijo. Ne to, kako ni narejeno, ampak da je narejeno. Če pa ni narejeno, po moji, kdo je za to odgovoren? Njegova mama, ki ga ni naučila. Kdo je za to odgovoren, če ni narejeno po moje? Ja, jaz, ker nisem dala navodil. Jaz vas prosim, naučite se, kadar ljudem dajete navodila, razložiti, zakaj nekaj od njih pričakujete. Zakaj želite, da tako naredijo? To je zelo pomembno, ker sicer ljudje delajo po liniji manjšega odpora. Torej, naučimo se izreči in razjasniti pričakovanja. Kadar naša pričakovanja niso izrečena in razjašnjena, zaidemo v kopico problemov. Veste, ko dva začneta skupaj živeti ali pa delati, pridete z različnih okolij, z različnimi pričakovanji, z različnimi navadami. Čisto klasično. Jaz pričakujem, da boste vi WC papir takole obračali, vi pričakujete, da ga bom jaz tole, končni rezultat je lahko kreganje, zamera, jeza, opravljanje, greš sosedi, malo pošimka, še veš, naša tam nada že 10 let prvaja. Pa veš, da nas za navaš me dan se obrnila spet papir drugače. A je možno, da se niti ne sanja, kako je WC papir obrnjen? Zadnjič je na kolegi si rekel, pa je skupaj se vedela, da se obrača lahko na dva načina. Ok, recimo imamo osebo, ena oseba, pri kateri me nekaj moče, me nekaj gre na živce. Ampak zdaj, če smo čisto iskreni, pošteni, a ima ta oseba tudi dobre lastnosti? Ja, 1, 10, 20, 120. In zdaj, kaj se zgodi, če bom jaz kar naprej gledala to rdečo piko? Oziroma ne, še eno vprašanje prema. Kadar s to osebo stopimo v stik, kaj najprej vidim? Rdečo piko ali zelene kroge? Rdečo piko, a je to prav? To ni prav, ampak je naravno. Veste, v mini šoli vse skozi govorimo o tem, kaj so naši refleksni odzivi in te refleksni odzivi naredijo gore gorja. In ker mi imamo zdrav razum, lahko to prepoznamo in preprečimo, preden zaide v krizo. Torej, kaj se zdaj zgodi? Če bom jaz kar naprej gledala to rdečo piko, kaj se bo zgodilo? Ja, bo ostale dobre. Čez čas jaz
več ne bom mogla videti dobrih lastnosti. Ne, da ne bom hotela, ne bom mogla. Veste, in jaz se zelo rada rečem, v življenju smo vsak dan, vsak trenutek se nahajamo v križišču. A kdo med vami vozi avto, traktor, kamion, buldožer? Vozite, ok. A lahko hkrati v križišču zavijete levo in desno? Ne, veste, in v življenju vsak trenutek imamo izbiro, moramo se odločiti. A bom gledala rdečo piko, a bom gledala to, kar sem porežila. A bom gledala to, kar je obrla sklep papir, a bom gledala to, da ga je sploh tam postavila in bom za to hvaležna. Vsak trenutek vedno znova. In se tudi moramo naučiti, kje so tiste stvari, ki so res pomembne za naš odnos, kjer ne, ampak ne morem se zdaj spuščati, ker čas hitro beži. Vse to bolj na široko delamo v mini šoli. Veste, ne glede kako se mi trudimo, bomo zašli v konflikte. Ste zdaj blisko v konfliktu. Do razen mene. A ste načrtovali konflikt? Ja, kako pa ste se skretali? Kako ste prišli v konflikt? Ja, kaj zgodi se v bistvu? Kaj zgodi se? Zdaj ne načrtujemo konflikta, ampak zgodi se. Veste, na drugačno mnenje ni konflikta, lahko pa do njega pripelje. A ste že ugotovili v bistvu, da sploh ni problem imeti dobre odnose z nekom, s katerim se niste valovni naučili? A ste to ugotovili? Se strinjate, imate enake poglede, enaka razmišljanja, koliko si takrat lahko duhoven, osebnostno zrel, sploh te ni problem. Pa bodi ti duhoven v vsak dan in tem stresnem življenju, v svetu, ko se ljudje s tabo ne strinjajo, ko se ti z njimi ne strinjaš, daj potem komuniciraj korektno, spoštljivo, duhovno in zrelo. To je potem izziv, a ne? In kadar do konfliktov v bistvu pride, bi se mogli naučiti jih sprot reševati. Ne sicer to sprot, ko se nam kadi iz ušes. Zakaj ne? Ko se nam kadi iz ušes. Ker potem ne lahko naredimo več škode kot koristi. Eni veste začnejo reči, imam več, kaj ne bom se jaz s tem ukvarjal, škoda moje energije, zaradi drugega miru bom tiho, ampak gledajte, kaj se zgodi preko slej. Ko mi ali pometamo pod preprogo, ali smo tiho, preko slej nam po domače rečeno kaj? Poči, udari ven. Zato je zelo dobro, da se naučimo reševati konflikte sproti. Veste, konflikti so sestavni del življenja. Nemogoče je z nekom živeti, funkcionirati in vedno imeti enako mnenje. To je nemogoče, ker imamo svojo glavo, da zdaj razmišljamo. In v bistvu ni napredka tam, kjer je vedno enako mnenje. Veste, v vsakem odnosu, ne vem, če poznate Paretovo načelo, je to tukaj ekonomist, Pareto je bil italijanski ekonomist in je prišel do tega spoznanja 80-20. Če si prodajalec 20% strank naredi 80% prometa, če imaš podjetje 20% ljudi naredi 80% prometa, če imaš, ne vem, 10 sposobnosti, 2 statiste, ki te bodo dvignile v vrh. In v vsakem odnosu je 20% konfliktov, nesporazumov, nestrinjanj in 80% čudovitih stvari. In spet smo v križišču, jaz sem vi. Na kam se bomo osredotočili? Na 20% ali na 80%? Da, ne. Moja odločitev in moja izbira. Na to nima vpliv niti polnoumna, niti črna mačka. Moje obnašanje je moja odgovornost in moja izbira. In tudi, ko gledamo ljudi okoli sebe, s katerimi delamo in živimo, verjetno imajo več dobrih lastnosti kot slabih, drži. Sem človeška narava najprej vidi rdečo piko. Pa ko sem jaz tukaj lahko rečem, ok, Nena, to ti mogoče ni všeč, pa še nekaj, to, da mi ni všeč, ne pomeni, da ni prav. In to mi dolgo ni bilo všeč, ne. In ok, z Boženo se pogovarjamo zdaj o tem konfliktu. Ko rešujemo konflikte, naj bo to na korekten način, a ne? Druga ob drugi proti problemu. Drug ob drugem. Če je doma v ljubečem, na ljubeč način, če v službi na spoštljiv način, druga ob drugi proti problemu. Človeška narava pa kaj naredi? Drug proti drugemu, pa še malo iz ozadja potegne stvari. Križišče. Problem, rešitev. Kam bom zavila? A bom poveličevala problem? Ali bom iskala rešitev? Veste, ko se jaz zapičem v problem in zrem samo v problem in v problem, lahko mi pomeni, da 10,000 rešitev, 10,000 priložnosti, ampak ali bom jaz te rešitve videla? Ne morem videti. Veste, to je tako praktično. Življenje je tako praktično. Kmečka pamet nikjer ne zateji. Sam spraviti moramo v odnose. Veste, sploh ne rabimo komplicirati.
odločiti, a hočem imeti prav, a hočem rešitev. In pri konfliktih je najbolj pomembno, da se naučimo vprašati eno vprašanje. Ali želim rešiti spor, ali želim imeti prav. In človeška narava bo rekla, želim rešiti spor tako, da bom prav, ne? A ste bili kdaj v situaciji, ko ste sogovorniku dokazovali svoj prav? In ste bili tako prepričani, da imate prav. In ste spet mi živ se ljubi, da dokažete. A ste bili? In druga oseba, ali ni razumela, ali ni sprejela, oziroma je ona vam dokazovala svoj prav. Kako ste se v tistem trenutku počutili? Kako vas spomnite se? Dobro, slabo, nerazumljeno, kako še? Dajte malo, čisto, kako? Jezno, žalostno, prizadeto, nerazumljeno ste rekli, mogoče ranjeno. Ampak naj vas vprašam, a je možno, da se tudi Zlata tako počuti? Jaz vas prosim, drugo stvar danes, prosim, pa ne boš spet na kolena. Dajte ozavestiti, zapeči podzavest. V konfliktu sta obe strani prepričani, da imata prav. In sta na nek način ranjeni. In ranjeni ljudje ranijo druge ljudi. Veste, ko sem jaz dobila to spoznanje, jaz vam sploh ne morem povedati, kako se je moj svet spremenil. Takoj sem da še to Zlati, da dam primer. Situacija A. Jaz sem užaljena in razmišljam. Jaz sem prizadeta, užaljena, jaz imam prav, Zlata je kriva. Situacija B. Razumem, da sva obedve prepričani, da imamo prav in da sva obedve na nek način ranjeni. V kateri situaciji A ali B bo nadaljnji odnos boljši in v kateri bomo lažje reševali problem? V B. Veste, samo da razumem, jaz se samo razumeti. Aha, pa se Zlata me ne sovraži, se ona tudi misli, da ima prav. Za nekoga je že samo nestrinjanje konflikt. Pravzaprav za večino ljudi. Se ne da rešiti. Kako? Če eno vztraja na svojem, se ne da rešiti tak konflikt. Ja. Lepo. Ampak jaz sem dala vse od sebe, kar je bilo v moji moči. Ampak to gremo v globino potem na predavanje. Ne vodi vsa nestrinjanje v konflikt. Sploh ne rabi voditi v konflikt, ne? Ko mi dva razumemo, da s tem ni nič narobe, da se ne strinjamo glede določene stvari, ko lahko normalno pogovarjamo in so prijatelji, in nekako se ne rabi prepirati od tega. Ampak ljudje hitro zaidejo v prepire in v konflikte, ko se druga stran z njimi ne strinja. Sam zaradi tega, za te človeške narave, ki hočemo tako dokazati, da je prav. Torej, v odnosih so pomembne komunikacije, pomembno je, da se znamo reševati konfliktov, ne smemo se bati konfliktov. Odnosi so v bistvu, ste se že videli takšne, osnovna človeška potreba. Potrebujemo drug drugega, hkrati nam pa odnosi povzročijo največ problemov, največ konfliktov, največ gorjanstva. In jaz odnose zelo rada takole primerjam z vrtom. In to nam v naravnem sploh ni problem, nam je logično, da je treba posaditi v pravem času in in vzdrževati in tako naprej. In tudi, če se nam ne da, če hoče imeti pridelek, moram za njega skrbeti. Ampak veste, potem, ko se pa gre za odnose, potem ljudje rečejo, se mi ne da, pa sem utrujen, pa nimam časa, sem tako sem, če me češ me spremi, če ne, se ne bom ukvarjal. Veste, ta sebičnost naredi toliko škode. In danes je ogromno učenj o sebičnosti. Poskrbi najprej zase. Saj, če greš na letalo, moraš najprej dati sebi masko, če pride do tega, potem otroku, ker če ti ne preživiš, tudi otroku ne moreš pomagati. Veste, nobena skrajnost ni dobra. Imam kolegico, ki dela na CSD-ju in kaj mi govori? Da določene ženske si vzamejo to, poskrbi najprej zase, na tak način, da otroke pustijo nekomu in potem so 3-4 zjutraj po nočnih lokalih. Halo, če si ti poročen, to je zdaj moje osebno prepričanje. Pa to ni enkrat na pol leta. To je precej pogosto. Če si ti poročena, potem imaš neko odgovornost in neke obveznosti. In vse skozi kar delam na mini šoli, da spodbujam to zdravo razmišljanje. Torej, če hočete imeti lepe odnose, je potrebno delati. Vsakdo med nami ima lahko sanjske odnose, vsakdo, če jih pripravi na njih delati. Veste, dobri odnosi se ne zgodijo sami od sebe, je nemogoče, ne pridejo. In še ena stvar je, ne dovolite, da bi vaše odnose usmerjala čustva. Nam se spet veliko učenj, ki rečejo, sledi svojim čustvom, če čutiš, kar naredi.
Jaz se s tem ne strinjam. Zakaj? Ker čustva so posledica. Od kje pridejo čustva? Čustva pridejo iz misli. In to je tako zelo pomembno, da razumemo. In če jaz za nekom kar naprej lepo razmišljam, kakšna čustva bom potem imela do njega? Ja, lepa. In če jaz kar naprej o nekomu sovražno razmišljam in slabo, kakšna čustva bom imela? Ja, slaba. Veste, naša čustva, pozitivna in negativna, so neposreden proizvod naših misli. In če se počutim slabo, je to zato, ker imam slabe misli. In če se počutim dobro, je to zato, ker imam dobre misli. In mimogrede vsakdo med nami na nekoga vpliva. Zdaj se samo vprašamo, kakšen svet puščam s svojim življenjem, kakšen vpliv puščam za sabo. A je to pozitiven vpliv ali je to negativen vpliv? Vsakdo med nami na nekoga vpliva. Mogoče imate samo na enega otroka pozitivno vplivali, ne da sosedovega otroka, ki je zanemarjen, ki se nihče z njih ne ukvarja in boste pozitivno na njega vplivali in bo nekega dne predsednik Evropske unije in bo prinašal pozitivne spremembe med milijone ljudi. Veste, moč posameznika je v bistvu neverjetno, če tako razmišljaš. Ali pa obratno. Rečeš nekomu, da iz tebe ne bo nikoli nič in se to ostane otroku ali pa komu drugemu, se ga tako dotakne, da bo skozi tole govorila. Ne, moč besed je izjemna. To se tudi pogovarjamo v mini šoli. Torej, jaz vas prosim, odločite se in kontrolirajte svoje misli. Nekje sem prebrala, da so misli kot ptice pod nebom. Pticam ne moreš preprečiti, da letijo, a drži? Ampak kaj jim pa lahko preprečimo? Da naredijo gnezdo v naši glavi. A jim to lahko preprečimo? Na naši glavi. In enako je z mislimi. Veste, pozitivne in negativne misli bodo prihajale. Ampak od mene je odvisno, katero misel bom sprejela in kateri misli bom dala možnost zapusti korenine in da se utrdi v meni. Danes bi vas sam nekaj prosila. Odločite se, da vaše misli delajo za vas in ne proti vam. Odločimo se skupaj, velja tudi zame, da imamo misli življenja, besede življenja, ker najprej misel, potem je beseda. Mi ne moremo kontrolirati niti besede, niti dejanja, če ne kontroliramo svoje misli. A ne, pride misel, se ti mota po glavi, to je razmišljanje, na podlagi razmišljanja se odločiš, iz odločitve greš v dejanje. Preden karkoli naredimo, je misel. Veste, ena sama napačna misel lahko uniči naše življenje, naše odnose, naše zdravje, naše posle. Koliko časa nas lahko drži ta napačna misel ujete? Kaj menite? Če dovolimo. Toliko časa, ko dovolimo. Jaz sem želim praktično pokazati, kaj lahko naredi ena napačna misel. Predstavljajte si, da je to vaša zdrava pamet, vaša pozitivna naravnanost. In potem pride ena napačna misel. Nekaj vam nekaj reče, ali pa vi nekaj pomislite. Ne znam, ne zmorem, ne bom mi uspelo, možda več nima radi in tako naprej. Poglejte, samo ena kapljica. Pa pozorno gledajte, kaj se dogaja. Kaj se dogaja? Kaj vidite? Razkraja pozitivno. Kako? Razkraja pozitivno mislice. Kako počasi onesnaži celo plastenko? Koliko plastenke čiste vode bi zdaj rabila noter uliti, da izpodrine to črnino? Bi bila dosti ena? Ne, za eno negativno misel rabimo 7 do 10 pozitivno, da tisto eno uresniči. In zdaj si predstavljate, če se trekuješ slovenske novice večerja svet na kanalu A, je težko biti pozitiven. To ne pomeni, da noč ne slediš poročilo, da nisi na tekočem. Pak eno na dan so čisto dovolj, ker še v tistih enih tih 5 vsaka stvar in to tisto negativno ponovilo. Torej, odločimo se, veste, širijo se tudi pozitivne misli takole, sam stvar je v tem, da se negativne veliko hitreje širijo oziroma imajo večjo moč, še posebej, če je strah od zad in te lahko zablokirajo. Veste, to je že, mislim, da večina ljudi to ve, da večina bolezni, 80%, da pa še več, je posledica misli, neodpuščanja, teh naših čustev. Negativne misli proizvajajo toksine, proizvajajo strupe. Če bi vas zdaj vprašala, če boste spili strup, kdo bi dvignil roko in rekel, jaz sem prostovoljec. Ne, ampak gledajte, včasih jih proizvajamo. In veste, kdaj največ strupa proizvajamo na svojem telesu, ko imamo neodpuščanje. O tem imamo tudi prav samostojno predavanje v mini šoli. A ste kdaj bili v situaciji, da bo treba odpustiti? Da ste zamerili?
A je pomembno sploh odpustiti? Zakaj? A lahko živimo v preteklosti? Da ali ne? Ne. A lahko kaj spremeniti? Tako fizično? Fizično ne, ampak da so pa odločili. Ja. Živijo, govorijo po 10 letih, pa že minilo isto zadevo. 30. Ja. Ampak fizično ne moremo. A lahko kaj spremenimo v preteklosti? Zaradi česa si pa veliko ljudi uniči življenje in skriga? Zaradi preteklosti. Glejte, en sam trenutek v naši preteklosti mi ne moremo spremeniti. To, kar sem 10 minut nazaj rekla, jaz več ne morem spremeniti. Lahko vas prosim odpuščanja, lahko se opravičim, lahko se potrudim, da to ne ponavljam. Moram v vsakem primeru prevzeti odgovornost in posledice za to, kar sem rekla, ampak ne morem spremeniti. In res, dajmo se danes in tukaj odločiti, da ne bomo pogrevali stvari iz preteklosti. Če nam naša preteklost ni bila, ok, naj bo naša prihodnost drugačna, kot je bila preteklost. Ampak moramo nekaj narediti. Moramo spremeniti seme, naše misli. Moramo zamenjati naše misli. Koliko delež bi prišli, če bi vozili avto s pogledom oprtim v zračno ogledalo? Zdaj to po stari cesti Novega mesta, pred polovinko. Ne bi delež prišli, a drži? Ne moreš voziti avto s pogledom oprtim v zračno ogledalo. In kar res želim, da razumemo, preteklost ne moremo spremeniti. Lahko pa imamo drugačno prihodnost. Seveda, če jo želimo. In jaz mislim, da veliko ljudi ne odpusti zaradi tega, ker ne razume, kaj odpuščanje pomeni. Veste, odpustiti ne pomeni, da se mi strinjamo s tem, kar je naredjeno. Odpustiti ne pomeni, da bomo dosegli pravico ali spravo. Odpustiti ne pomeni, da jaz zagovarjam to osebo ali dejanje. Niti ne pomeni, da moram pozabiti. Odpustiti dejansko pomeni zavestna odločitev, da nočem več razmišljati o tem dogodku, da ga nočem pogrevati, da nočem sama sebi povzročati bolečino. Glejte, praktično imamo nekaj pokazala, pa rabim zdaj 2 roki za pomoč. Kdo mi bo pomagal? Da mi tega list. Pomaga držati list, zbada, hvala. Tako se bomo razli. Ti tu držimo na tej strani. Se pravi, recimo, da mi nekdo stopi na nogo. Mi prizadane. Recimo, Zlata mi stopi na nogo. Mi je naredila bolečino. Me je zabolelo. A ne, zaboli, če ti ga stopi na nogo. Ampak ona mi je samo enkrat stopila na nogo in me je zabolelo. Ako jaz danes popoldne, pa jutri popoldne, pa naslednji teden, pa naslednji mesec, pa naslednji 5 let, pa naslednji 10 let, hvala Zlata, o tem razmišljam. Kaj se zgodi? Kako? Noga vam zateče. Ja, sama sebi povzročam bolečino. In zato so ljudje, ki rečejo, pred 30 leti je bila gospa, ampak kodaj bo včeraj. A veste, ne morem pozabiti. Zakaj ne morem pozabiti? Zato, ker kar naprej premnevajo. In ko smo prej rekli, da ko mi razmišljamo, naša notranjost to sprejme kot resničnost, je naravno, da ne morejo pozabiti. Praktično, če mi zdaj stopite na nogo, me zaboli. Ampak če ne bom jaz sama sebi še skakala po nogi, bo to čez čas zacelilo. Če bom pa jaz kar naprej drezala po tej rani, a bo večja, a bo manjša. Čist praktično. Najbolj pomembno je, da ljudi sprejmemo take kot so. Veste, dokler jaz vas ne sprejmem, takega kot ste, vi mene ne boste. In dokler vi mene ne sprejmete, jaz nimam nobenega vpliva na vas. Niti lahko imam milijon dokazov, milijon dejstev, ampak ne boste čisto nič upoštevali. In zelo pomembno v odnosih je naučiti se sprejeti ljudi, take kot so. Ko govorimo na predavanju o odnosih, govorimo tudi o teh osnovnih čustvenih potrebah. Pozornost, spoštovanje, pohvala, sprejetost, priznanje. In ljudje obupno krepenijo po tej sprejetosti, da bodo sprejeti. In ko te naše čustvene potrebe niso zadovoljene, se mi počutimo slabo. Ko imaš občutek, da te ne spoštujejo, da ne dobiš pozornosti, pohvale, da te ne sprejmejo, ti ne izražajo dovolj nekega večjega obnašanja, zaidemo v čustvene težave. To so stres, malodušje, depresija, jeza, zamera, sovraštvo in tako naprej. Celo kupih je te prve 3 stres, malodušje in depresija
nogo, bo mene še vedno bolelo in bo minilo 30 let, kot je rekla direktorka, in mene bo še vedno bolelo. Torej, odločam se, da ne bom razmišljala. In zelo pomembno je, da si rečem, jaz sem odpustila. In ko pride misel, ampak, a ti ne veš, kako te je prizadel, pa kako si lahko odpustila? Pa ti ne bodi tam. Pa ne boš kar odpustiti. Sam sebi rečemo, ne, jaz sem se odločila, da odpustim. Jaz nočem o tem več razmišljati. In potem si daš v glavo hvala drugo misel. Pa ljudje rečejo, ne, jaz hočem pravico. Okej, jaz vam moram reči, imate pravico, da zahtevate pravico. Sam želim, da razumemo, kaj se takrat dogaja. Odvetniki bodo obogateli. Tudi. Če jaz zahtevam pravico za Gospod, to avtomatično pomeni, da je zahtevam tudi zase. In ko naslednjič nekom pridem do konflikta, pride, jaz se ne bom hotela namenoma skregati z nekom ali pa ga raniti, ampak prišlo bo, nekaj boš rekel, naredil, neko te, bom Gospoda prizadela. In če sem ga prizadela, užala, avtomatično pomeni, da zahtevam pravico zase. A ste pripričani, da nikoli več v življenju ne boste nobenega prizadela? Če niste pripričani, potem namesto pravice, bodite rajši milostni. Bodite milostni, odločite se odpustiti. Veste, odpuščanje je v bistvu milost. Odpuščanje je tudi v bistvu nepravično, se tudi ne pomisli. Kako odpustiti nekomu, ko te je tako prizadel in izdal in odpuščanje je tudi darilo. A ste dobili, da je darilo? Da, ne mogoče. Koliko denarja ste dali za njega? Nič, darilo je darilo. A ste daj dali komu darilo? A ste zahtevali denar? Ne, veste, in moramo razumeti, darilo je darilo. Če jaz rečem, Mateja, če končaš faks, ti bom kupila avto, to ni darilo, ampak je kaj? Nagrada ali pa manipulacija ali pa takoli drugega. Darilo je darilo, je nezasluženo. Ne moremo ga zaslužiti. In odpuščanje je dejansko darilo. Komu najbolj? Sebi, kdo želi darilo? Kdo želi darilo? Če ga? Ok. Odpuščanje je darilo. Predstavljajte si, da je ta mreža naše zamere, jeze, grenkobe, neodpuščanje. A si lahko predstavljate? Tisto, kar smo že prej naštevali. Ni me povabila na obisk, on je napredoval v službi, tak si Stara mama je uni zapustila premoženje. Dajte malo pomagati naštevati, da ljudje zamerijo. Kdaj ljudje zamerijo? Še. Spet nisem, on ima spet novo avto, le od Kijemu. Prišli so na obisk, pa niso nič prinesli. Še malo bolj potegnem. Kaj se je zdaj zgodilo? Še pod kolenom. Kaj se je zgodilo? Sama sebe sem dejansko spravila tam. Pojela sem sama sebe. Veste, in kadar mi razmišljamo o stvareh, ki so nas prizadeli, sami sebe spravljamo v ujetništvo. Preteklost ne moremo spremeniti. Jaz ne vem, kako hudo ste bili prizadeti. Jaz ne vem, kaj so vam naredili. Rečejo, veš, 15 let mojih najboljših let je bilo uničeno. Ni šans, da me odpustim. Ej, ne rabiš. Če želiš, da ti bo še preostanek življenja uničen, ne rabiš odpustiti. Želim, da razumemo, da boli tistega, ki ne odpusti, tisti trpi. In zato se dajmo odločiti in odpustiti, če ne moramo vsak prositi pomoč. In jaz se odločam in odpuščam, tam ne sledi. Jaz se odločam in odpuščam, jaz se odločam in odpuščam, jaz se odločam in odpuščam. Zdaj sem svobodna in lahko plešem, in lahko objemam, in lahko tečem. Lahko delam vse tisto, kar prej nisem. Veste, in nimam zdaj časa o tem govoriti. Ampak velikokrat nas ljudje, kaj mislite, prizadenejo hote ali pa ne hote? V večini primerov ne hote. A rečemo tem ljudem, da so nas prizadeli? V večini primerov ne. Zakaj ne? Ker izhajamo iz sebe in mislimo, da bi oni že morali vedeti. Ampak če boste hodili v mini šolo razumevanja človeške narave, se bomo učili tudi o osebnostnih tipih. Jeste že Hipokrat 2000 let nazaj ugotovil, da smo ljudje različni.
Hipokrat, ki ga imajo začetek medicine, a ne? In je ljudi razvrstil v bistvu v 4 skupine. Kolegi sem videli informatika na poli. Sploh ni pomembno, da se zapomnite ta imena, pa če tako odstranijo gledate ljudi, lahko jih razvrstite v 4 skupine. Ljudi želijo po zabavu, ki so zelo radi zabavati. Potem ljudi želijo po popolnosti. Vse, kar delajo, mora biti popolno, perfektno, po predpisih, po navodilih in so zelo neelastični za kakšne improvizacije. Potem imate skupino ljudi, ki je treba delati. Samo delajo, morajo imeti stvari pod nadzorom, morajo stvari biti takoj narejene in če niso, se hitro vezijo in za njih ni nič nemogoče, povsod vidijo rešitve. In potem imate skupino ljudi, ki želijo za vsem svetom mir, pis, se ne želijo prepirati, se ne želijo zoperstavljati, rajši bojo tiho, kot da nekaj rečejo in sprožijo neko negodovanje. To so te 4 skupine ljudi. Da nišče se med nami ne rodi izključno z enim osebnostnim tipom, večinoma se rodimo, večinoma imamo 2 osebnostna tipa, vendar en tip vedno izstopa. In zdaj, če čisto na kratko tako rečem, ta zgornja skupina ljudi, sangvinični koleriki, to so ljudje, ki so odprti, ki so ekstrovertirani, ki radi govorijo, nastopajo, radi vodijo in njih ljudje napolnijo. Več ko je ljudi, več energije imajo, več ko je dela, bolj se oni počutijo. In potem imamo spodnjo skupino ljudi, introvertirane, flegmatike in melanholike, ki se hitro utrudijo, ki hitro jim zmanjka energija in ki rabijo veliko počitka, da se obnovijo. Ljudje, ki sesajo kot luči, sesajo avtomobilski akumulator. In veste, to v praksi potem seveda tako, ker smo navadno poročeni z nasprotnim osebnostnim tipom, pravijo nasprotje se privlačijo in to je okej, dokler si zaljubljen, ko se pa začne resnično življenje, pa več ni tako fajn, če ne razumeš te razlike. Veste, kadar ljudje ne razumejo osebnostne tipe, se lahko začetna privlačnost spremeni dobesedno v sovraštvo. In ko ljudje ne razumejo te osebnostne tipe, naredijo ogromno škode, starši, učitelji, vzgojitelji. Veste, ko jaz ne razumem te razlike, če sem jaz učiteljica ali vzgojiteljica v vrtcu ali v šoli in kot odprta osebnost, kateri otroci mi bojo bolj simpatični, odprti ali zaprti? Ja, odprti, ja pa vratno, če ste mirna vzgojiteljica, vam bomo mi, ki smo bolj živahni, moteči in problematični, nas boste psihologu pošiljali in psihiatru in ne vem, odločbe kakšne. Toliko škode lahko naredimo. Veste, res je, da pravijo, eni vas se učijo zelo pomembno, ki odraščaš v kakšne družine, v kakšnem okolju. Ja, to je pomembno, ampak delno. Jaz sem osebno prepričana, da so osebnostni tipi tisti, ki zelo vplivajo. Čisto praktično, imate 2 otroka, 3, 4, a so enaki? Pa so jedli enako hrano, ki so vzeli jesensko pečenko, frutolino, keksolino, ne vem, s čim ste jih hranili, enake vrednote. In potem na koncu kot noč in dan. Zakaj? Zaradi tega, ker se že rodimo z določenim pogledom na svet. A veste, in naš osebnostni tip vpliva na vsa področje našega življenja, na spolnost, na delo, na dom, na opremljanje doma, na prosti čas, na humor, na težave, na vsa področja. Veste, to pomeni v praksi en stavek, ki mene navduši, spravi v smeh. Vas lahko dobesedno užali. Vas užali. In tako potem pride do odpuščanja. Jaz mislim, kako delam dobre odnose, kako razvijam dobre odnose, mi že nisem užaljena. In seveda, ker ona misli, da vsak normalno gleda to nespodobno obnašanje, mi ne bo rekla, ne, to me je užalja. In zato pride do tega gorja v odnosih. Pa smo spet pri komunikaciji, ne? Tudi, če ne bi to poznali, ampak bi se posebej se pogovorile in bile sprašljive, bi lahko rešili tudi brez tega. Tako da dejansko, jaz vas res spodbujam, tukaj v knjižnici imajo knjigo 70+, Florence Svetava, tako pomenjali, tudi katerokoli drugo Florencino knjigo preberete, je krasna, ker dejansko vam omogoča vpogled. Kot se drugi ljudje ne obnašajo nekako v skladu z našimi pričakovanji, jih hote ali pa ne hote obsojamo. In ko enkrat razumeš koncept osebnostnih tipov, potem nehaš obsojati. Ja, so drugačni. Drugačen ni napačen. Drugačen ni napačen. Sem to moram vam povedati, to je v teoriji lažje po praksi. Ampak dobra stvar je, da vaja dela mojstra, mojstra dela vajo. Torej, naučimo se lahko vsega, ljudje smo bitja navad. In preden se res zaključimo, potrebujem enega prostovoljca ali prostovoljko. Ne vsi naenkrat, pa ne druge pošiljati. Aj boste kaj zaploskali? Dobili ste knjigo Zdaj lahko letim zmagovito življenje.
CD odnose, čustva in odpuščanje in DVD osebnost in Hvala. Trikrat hvala. A je direktorica imela srečo? Tisti, ki ste rekli, da je imela srečo, boste ostali na podaljšanem pouku. A ste imeli vsi enako priložnost? Zakaj se potem niste javili? Ni imela srečo, ampak je imela pogum. Ja. Imela je pogum. Kaj pa je pogum? Ali je pogum odsotnost strahu? Točno. A res? Če mene ni strah zlato objekt, a rabim pogum? Če me ni strah? Če me ni strah, ne rabim. Če me ni strah enega kuška pobožati, a rabim pogum? Želim, da razumemo. Pogum ni odsotnost strahu. Pogum rabiš, ko te je strah. Pogum je kljub strahu narediti. Hočeš nekoga povabiti na sladoled, pa ne veš, da ti bo rekel ja, ti bo rekel ne, se ti tresijo kolena, ti srce razbija, pa greš. A obstaja možnost, da ti reče ne? Ampak obstaja možnost, da ti reče ja? Seveda. Ne vas vprašam, kdo je v zgodovini vedno vplival na spremembe? Posameznika množice, kdo je naredil prvi korak? Posameznik. A veste, in če hočete uresničiti svoje sanje, če hočete priti do tega, da večete, zmoreš, bo velikokrat treba narediti prvi korak, bo velikokrat treba narediti korak več, kot naredijo ostali, oziroma narediti tisto, kar drugi nočejo. Če hočemo imeti dobre odnose, potrebujemo pogum. Pogum, da rečemo žal mi, da rečemo prosim, naredimo prvi korak. Veste, v odnosih sta vedno vsaj dva. Ne more biti. V odnosu sta dva. Kaj je moj del? Koliko sem jaz tu sodelovala? In stvari v tem, da nekdo mora narediti prvi korak. Jaz sem ta človeški ponos. Toliko življenju neči. Zakaj pa jaz prvo? Znaš, ko bo on prvi, on pa tudi jaz. Dajmo požreti ta ponos. Ponos se nam bo vrnil. Vprašanje, če se nam bo ta oseba vrnila. Ali se družina in tako naprej. Tako da jaz vas danes ohrabrujem. Bodite pogumni, dajte živeti svoje življenje. Večina ljudi živi življenje drugih. To je najbolj enostavno. Ampak dajte živeti svoje življenje. Dajte živeti življenje z vrednotami. Dajte delati to, kar je prav. Jaz se dejansko spodbujam, upajte si tvegati. A veste, tveganje ni hazard. Tveganje je... A kdo peče slaščice? Lotiš se novega recepta, tvegaš, da ti ne bo uspelo. Lotiš se vrtičkarstva, ki se ga nikoli nisi, tvegaš, da ti ne bo vse uspelo. Torej, tveganje je dejansko zavestna odločitev, da nekaj poskusiš, ampak obstaja možnost, da ti ne bo uspelo. Pa da ti ne uspe, to še ne pomeni, da se zguba. Veste, uspešni ljudje v povprečju 3 do 4 pogrne, a ste to vedeli? Pa ne govorimo o tekuni. Govorimo o ljudeh, ki na pošten način gradijo. 3 do 4. Ne se bati neuspeha. Če nam ne uspe na prvi način, poskusiti na drugi, na tretji, na četrti. Veste, vedno je prezgodaj od nekaj. Večina ljudi pravzaprav ne doživi neuspeh, ampak enostavno od nekaj. In zato vas jaz želim spodbuditi, da tvegate. In tu imam eno tako pesem, ki govori o tveganju in me zanima, če želite slišati. Avtor je neznan. Smejati se je tveganje, da bomo videti neumni. Jokati je tveganje, da bomo videti sentimentalni. Iskati pomoč je tveganje, da bomo pokazali svoj pravi jaz. Pokazati svoje sanje, ideje množici, je tveganje, da jih bomo izgubili. Ljubiti je tveganje, da nam ljubezen ne bo vrnjena. Živeti je tveganje, da umremo. Upati je tveganje, da bomo obupani. Poskusiti je tveganje, da nam ne bo uspelo. Biti pošten je tveganje, da se bodo iz tebe norčevali. Tvegati moramo, se je v življenju največje tveganje, da ne tvegamo. Človek, ki ne tvega, ne naredi nič, nima nič in ni nič. Lahko se izogne trpljenju in žalosti, ne more pa se učiti, čutiti, rasti, spremeniti, ljubiti, živeti. Vklenjen do prepričanja je sužen brez svobode. Samo človek, ki tvega, je svoboda. Jaz vam resnično želim ta pogum, da si upate zdravo tvegati. Ne govorim o hazardu, pa da si upate tvegati, da upate narediti nekaj za odnose,
da upate narediti nekaj za svoje življenje, da upate prinesti pozitivno spremembo v tem negativnem svetu. Ne dovolite, da vas prepričajo, kaj pa to pomaga, kaj pa ti ena sama. En sam. Ja, res je. En sam lahko veliko naredi. Tako da jaz se vam res zahvaljujem. Dobili ste bombončke lahko pojeste, tu so različna sporočila pozitivna, vsa so vzete iz knjige brez izgovorov in v knjižnici jo imate. Dobili ste pa tudi kartice, na katerih sta dva čmrlja, niso čebelice, so sta čmrlja. A poznate zgodbo o čmrlju? Oziroma ste že kaj videli čmrlja? A veste, da so znanstveniki dokazali, da čmrlj ne bi smel leteti? Niste slišali? Znanstveniki so dokazali v svojih laboratorijih, da čmrlj ne bi smel leteti. Ima namreč prevelik trup in premajhna krila. Tak jaz rada rečem, ker čmrlj ne zna brati in ker mu je Bog rekel, da leti, on leti. In velikokrat moramo biti kot tak čmrlj. A veste, skozi tisočletja in stoletja so razni strokovnjaki dokazovali, kako se nekaj ne da. Jaz verjamem, da tudi vam, direktorice, so dokazovali, kako nikoli ne boste imeli to tako knjižnico, kot ste jo ustvarili. Če ti veš, da veš znotraj sebe, potem ni pomembno, kaj drugi mislijo. Če ne delaš na škodo drugih, če delaš v skladu s svojo vestjo in v skladu z zakonodajo, potem se loti. In tudi, če ti ne uspe, nisi izguba. Zato si lepo vzemite to kartico za denarnico in ko se lotite projekta in ko pride dvom, si rečete, zmorem. Zmorem poskusiti, zmorem tvegati, zmorem prositi pomoč, zmorem najti način. Hvala lepa, vi ste čudoviti, jaz se zahvaljujem knjižnici, direktorici Matej in vam, da ste prišli. Torej, rdeča nit današnje prireditve je bilo razumevanje delovanja človeške narave ter vzpostavljanje in vzdrževanje zdravih medčloveških odnosov, torej zdrave komunikacije. Priredba pesmi z naslovom Zmorem, katere avtor ni znan, pa pravi tako. Lahko se naučim, karkoli moram znati, da dosežem, karkoli si želim, a vedeti moram, da me ne morejo naučiti drugi. To se zmorem sama. Me ne morejo spremeniti drugi. To se zmorem sama. Mi ne morejo dati večjega prihodka drugi. Zaslužiti si ga zmorem sama. Mi ne morejo dati druge službe drugi. Poiskati si jo zmorem sama. Mi ne morejo oblikovati življenja drugi. Zmorem si ga sama. Mi ne morejo rešiti mojih težav drugi. Zmorem se sama spopasti z njimi. Drugi ne morejo odločati namesto mene. To zmorem sama. Drugi ne morejo doseči mojih sanj. To zmorem sama. Drugi ne morejo uživati mojih sadov. To zmorem sama s svojimi najbližjimi in najdražjimi. Problem večine ljudi je, da namesto svojo glavo razmišljajo s svojimi strahovi. Ne biti med njimi. Cenjena gostja, dragi obiskovalci, vam pa hvala, da ste to popoldne delili z nami. Dobro je preventivno ukrepati in osvežiti znanja o gradnji in negovanju zdravih odnosov ter doseganju zadovoljstva in uspeha na vseh življenjskih področjih. Jeseni pa vabljeni, da se nam pridružite na seminarju Minišola razumevanja človeške narave. To je minišola, za katero pa udeleženci pogosto rečejo, da je kar maksi. Sedaj pa lepo vabljeni zadaj, da se malo okrepčate in osvežite, naši predavateljici pa lahko zastavite še kakšno vprašanje. Hvala.